Jakša Mlar, Slovenija, dober dan Celje. Grofje in mama Grofica vam z južne obale Turčije pošiljamo lepe pozdrave. Za nami je po uvodnih treningih v Antaliji tudi že prvo pripravljalno srečanje. V športnem centru Miracle Resort Hotel je bil naš nasprotnik aktualni poljski državni prvak Piast iz Gliwic, za katerega je dobro uro odigral tudi nekdanji grof Uroš Korun. Reprezentančni branilec in njegovi soigralci so v Turčiji 3-krat zmagali in samo enkrat remizirali, izgubili niso. Ob tem, ko so zaradi poškodb v knežjem mestu ostali Nino Pungaršek, Denis Štravs in Amadej Bresl, ima naš trener Dušan Kosić v Antaliji na voljo 22 igralcev. Začetek je pripadel našim fantom, ki so bili živahnejši, konkretnejši in tudi nevarnejši. Luka Kerin je preko Mitje Lotriča žogo prenesel do Ivana Božiča, čigar poizkus je Šmatua uspel odbiti. Luka Kerin in Advan Kadušić okroglega usnja nista uspela pospraviti v poljsko mrežo. Krasna podaja Advana Kadušića na oddaljenejšo vratnico. Ivan Božič žoge ni najbolje zadev, brez zaključnega strela. Matjaž Rozman v prvem polčasu ni imel dela, strel Koruna je zlahka ukrotil. Poljski državni prvak je izkoristil padec koncentracije v rumeno-modri obrambi. Mokua je lepo našel Staneka, ta je žogo odložil za Tušinskega, nad katerim je Advan Kadušić storil prekršek za najstrožjo kazen. Uspešen izvajalec strela z bele točke je bil Piastov kapetan. 18. minuta, Celje Piast 0-1, Gerard Badia. Mitja Lotrič je poslal predložek v kazenski prostor. Ivan Božič ga je sprejel s prsmi in zaključil škaricami. Obramba Šmatue. Še ena podaja v osrčje 16-metrskega prostora, tokrat Advana Kadušića. Ivan Božič ni dobro zadel žoge, končala je v rokah poljskega vratarja. Rok Štravs je s prekrasno podajo našel Mitjo Lotriča, ta pa je v ogenj želel poslati Darja Vizingerja. Predolga žoga naravnost v roke Piastovega vratarja. Edino resno priložnost so si udeleženci kvalifikacij za Ligo prvakov v tej sezoni v prvem delu prigrali preko Sokovskega, a je njegov poizkus z roba kazenskega prostora Matjaž Rozman ubranil. Badia je z prostega strela podal proti našim vratom. Tam je bil najvišji Stanek, preslabo za ptujsko hobotnico. Luka Kerin je Mokuo prisilil v napako. Kapetan je stekel proti vratom Piasta in žogo rutinirano poslal v daljši vratarjev kot. 41. minuta, Celje Piast 1-1, Mitja Lotrič. Izid prvega polčasa. Zamisel Advana Kadušića je bila dobra, izvedba nekoliko slabša. Podaja v kazenski prostor je končala na nogi Ivana Božiča, ki jo je z volejem poslal preko gola. Solo prodor Ivana Božiča, ki je iz igre vrgel 2 nogometaša Piasta. Žogo je podal do Mitje Lotriča, ki mu je tik pred zaključnim strelom spodrsnilo. Blok, udarec iz kota. Žan Flis je v igro vstopil v drugem delu. Prestregel je podajo Malarčika in se izstrelil proti napad. Žogo je odložil prazen prostor za Ivana Božiča. Njegov poizkus je poljski vratar še uspel odbiti, naš Flisko pa je okroglo usnje pospravil v mrežo Piasta za naše vodstvo. 74. minuta, Celje Piast 2-1, Žan Flis. Do zadnjega sodnikovega žvižga se rezultat ni več spremenil. Na južni obali Turčije smo grofje na prvi tekmi prišli do prve zmage. Piastu pa po 3 zmagah in remiju zadali prvi in edini poraz na pripravah. Nadaljujemo z delom.
Že v nedeljo nas v Beleku ob 17:30 po lokalnem času čaka poslastica z beograjsko Crveno zvezdo.